Logitech je zagotovo ime, ki ga ni potrebno prav nikomur posebej predstavljati, še posebej ne na področju videoiger, kjer so bili eni izmed pionirjev in so te izkušnje le še nadgradili do stopnje, da njihove izdelke dandanes uporablja skoraj vsak gamer. Najsi so to gaming miške, med njimi legendarni model MX518 ali G502 ter v zadnjem letu na e-športnem področju dominanten G Pro Wireless. Najsi so to gaming tipkovnice od neravno uspešnih začetnih modelov, ki so uporabljali njihova Romer G stikala, do sedanjih uspešnih serij mehaničnih tipkovnic. Spet najsi so to gaming headseti. Lahko bi prisegli, da so bile pred nekaj leti skoraj vsake druge slušalke na lokalnih gaming dogodkih Logitechove G231 Prodigy. No, tovrsten sloves je v zadnjih nekaj letih dosegla tudi njihova nova serija minimalističnih, k performansi usmerjenih perifernih naprav v seriji G Pro. Tako danes preizkušamo najboljši gaming headset v ponudbi Logitecha za e-športnike, in sicer Pro X Wireless Lightspeed. Cena je zasoljena, brez dvoma, a po drugi strani naj bi dobili the best of the best. Pa je temu res tako? No, pa poglejmo. Ko jemljemo izdelek iz embalaže, izkušnja sledi pričakovanjem. Kartonska škatla, znotraj katere najdemo izdelek, odstranljiv mikrofon, polnilni kabel z USB tip A brezžičnim konektorjem, kot tudi lepa, kvalitetna torbica za nošnjo headseta iz dogodka na dogodek. No, pa še nekaj nalepk in navodil. Proces prvega vklopa je sila enostaven, le priklopimo brezžični USB sprejemnik, ki je sicer velikosti običajnega spominskega ključka, v prosto USB mrežo na prednji ali zadnji strani računalnika, potegnemo drsnik na on pozicijo na levi slušalki, headset odda nek bing bing zvok, ter glasba se začne predvajati na G Pro X Wireless s pomočjo Lightspeed tehnologije brez vsakega opaznega zamika ali izgub kvalitete. Toplo priporočam, da takoj po priklopu namestite aplikacijo Logitech G Hub, ki odklanja celoten nabor funkcionalnosti izdelka. Tako je moč v programski opremi nastavljati vse standardne zadeve. Dobra izkušnja se začne že pri izenačevalniku, ki ima dodatno vrednost v tem, da lahko izberete tako imenovane community presete, ter tako uporabljate nastavitve, ki jih uporablja kakšen svetovno znanih streamerjev ali profesionalnih igralcev. Tweakane settinge iz strani skupnosti prav za recimo CSGO ali glasbene presete in tako naprej. To se nadaljuje tudi pri Blue Voice mikrofonu, saj je moč izbrati celo kupico presetov ali ustvariti svojega. Žal mikrofon sam po sebi ni čisto nič posebnega in je izrazito neimpresiven, a je Logitech pred nekaj leti kupil proizvajalca popularnih PC mikrofonov Blue, ki je v enačbo dodal nekaj EQ optimizacij, torej izenačevalnika, ter tako zvok sicer ni primerljiv z broadcast ponudbo, a je kristalno jasen za efektivno komunikacijo v igrah, kot tudi so vključili par zabavnih gimmicky profilov. Vseeno je potrebno pohvaliti dobro fizično nastavljivost, tako imenovano gooseneck kovinsko izdelavo, ki se sicer s časoma nekoliko povesi, a sicer omogoča več kot dovolj nastavljivosti, kot tudi je zadeva v celoti odstranljiva, če želite kdaj s headsetom javnost, oziroma ga uporabljati le kot naglavne slušalke. Tudi sicer je kvaliteta izdelave z eno besedo vrhunska, saj kombinacija kovine na vseh obremenjenih delih in soft touch mat črne, a vseeno zelo trde plastike drugje, sta resnično razblinila morebitne dvome o tem, da bi G Pro Wireless X razpadle po nekaj močnejših odlaganjih na mizo, ko izgubimo ključno rundo v Valorantu recimo. No, morebiti boste pa v ključnem trenutku jeze pozabili, da jih imate na glavi, saj navkljub kvalitetni izdelavi pretirane teže na glavi ni opaziti. Spominska pena na naglavnem traku in na ušesnikih pa zagotovi, da bo izkušnja tudi ob dolgih igralskih maratonih udobna. Če moram iskati pomanjkljivosti, bi rekel, da je ta imitacija usnja v vročih mesecih pogosto bila vzrok za potenje, a je lahko vaša izkušnja drugačna. No, maratone bo zdržala tudi baterija, ki brez težav zdrži več dni uporabe. Ko pa se izpraznijo, pa jih za uro ali dve priklopimo z USB-C kablom, ter spet smo nared za več kot 20 ur brezžične uporabe. Poleg prej omenjenega porta za polnjenje je na headsetu najti še namensko tipko za izklop ali mute mikrofona, kolešček za nastavljanje glasnosti in tipko za vklop oziroma izklop. Nič divjega, a popolnoma dovolj za hardcore PC gamerje. No, pa tudi na konzolah naslednje generacije ne boste ostali prikrajšani, saj delujejo popolnoma perfektno tudi na PS5 in Xbox One X. Nažalost v osnovni funkcionalnosti, to je brez profilov in personalizacije.
Istočasno headsetu manjka Bluetooth ali 3,5 mm priklop za mobilne oziroma legacy naprave. A glede na tarčno skupino e-športnih navdušencev, to ne bi smel biti prevelik problem, saj so vsi na PC-ju. Nobenega problema ni zaslišati niti kar se tiče kvalitete zvoka. Velikost zvočnikov v notranjosti vsakega ušesnika sicer je 50 mm in ti naj bi po specifikacijah reproducirali celoten zvočni spekter od 20 Hz do 20 kHz, a istočasno reproduciran zvok tudi ni noben presežek in pri tako imenovanem flat frekvenčnem profilu je celoten zvok nekoliko zadušen, s poudarjenimi basi in visokimi toni. Prav tako sam nikoli ne poganjam običajnih headsetov na 100% volumna, daleč od tega, a pri GPRO Wireless X-u sem se pogosto znašel pri 100% volumna v igrah in nisem bil tako v akciji, kot bi si želel. Morebiti je vzrok za to pomanjkanje aktivnega izenačevanja zunanjih šumov ali ANC-ja na tem headsetu, ali pa sem pač navajen na boljše oziroma glasnejše opcije reprodukcije na mojem audiofilskem headsetu izbire. Pod črto so GPRO Wireless X z razlogom na vrhu proizvajalčeve ponudbe gaming headsetov in navkljub visoki ceni je leta upravičena z vrhunsko kvaliteto izdelave, personalizacijo in povezano podporo skupnosti, kot tudi dobro uporabniško izkušnjo. Želeli bi si le kvalitetnejše reprodukcije zvoka in mikrofona, a v življenju pač ne moremo imeti čisto vsega, no, vsaj do izida Wireless X2 ne. Hvala za ogled tega videa na GameGangu. Če vam je bil video všeč, ne pozabite subskrbati, lajkati, followati in vseh teh drugih zadev in ne pozabite si za homepage nastaviti www.gamegang.si.